Živijo, Žan. Živijo, Tjaša. Delaš stand-up, si komik, igraš v predstavah, vodiš televizijske kvize, zdaj si izdal še svojo zbirko poezije. Kaj je tvoj recept za uspeh? Jaz ne vidim tega kot uspeh in recepta ni. Delam stvari, ki mi pašajo, trudim se biti v njih čim boljši in to je to in da nobenega ne poškodujem. Zdaj, če koga ful razjezila ta pesniška zbirka, se mu opravičujem. Pesniška zbirka ima naslov Steklena glava. Zakaj ta naslov? Ker je videti skozi njo, hkrati je pa steklo, vsaj tako kot ga jaz poznam, zelo krhko in se hitro razbije, tako da moraš biti ful previden z njo, tako da ta glava se ful hitro razbija, če je preveč eden trese. Je pa kar fajn naslov, zdaj celo dobivam neke ideje od drugih pesnikov, da bi mogoče izdali svojo stekleno glavo, sam pod drugim imenom, ker se mi zdi eno tak fajn moment. S kakšnim namenom si izdal to pesniško zbirko? Da kdor je sam, če se ne bo počutil sam ob tej pesniški zbirki, je to že narejeno in če bo samo eden, mi je že dovolj in zaradi sebe, za enega Žana v zgodovini, ki si je to želel, pa takrat mogoče ni mogel, zdaj mi je manj do tega bilo, ampak sem naredil to zase, da sem pobožal enega Žana v zgodovino. Mogoče se marsikomu zdi malo nenavadena, ne? Tako komik si, potem pa izdaš svojo pesniško zbirko, tako resno. Si dobil kakšne take odzive od prijateljev, družine? Ful manj teh, načeloma se mi zdi, da folk kar ve, kdo sem, pa tudi se je neka ta, bi rekel, stereotip komika, da je privat ful zatežen pa depresiven, tako da sem kar klasičen komik, kar se tega tiče. Drugače v svoji zbirki se precej razgališ, pokažeš svoje misli, strahove. Precej pogumno. Se imaš za pogumnega človeka? Ne vem, če je to pogum ali neumnost, da nekaj narediš in se ne zavedaš posledic. Se mi zdi pogumno, da kadar se zavedaš posledic in to narediš. Ampak enostavno so mi občutki, hočem živeti čim boljše in nisem videl, evo, to je recept. Nisem videl drugega recepta kot to, da to dam na plano, obelodanim in se o tem začnem pogovarjati s strokovnjaki, da bom lažje živel. Ker če držiš v sebi in sam nisi dovolj podkovan, da bi si pomagal, je pol edini recept, da daš to ven iz sebe. Se pravi, v bistvu bila zelo terapija tudi to tvoje pisanje, terapija za sebe? Terapija za mene in upam, da terapija tudi za koga drugega, oziroma vse, da ga spodbudi. In ja, ko berem kakšne pesmi svoje za nazaj, si mislim, o moj bog, to sem bil jaz včasih. Pa sicer, kako skrbiš za svoje mentalno zdravje? Tako, ti je pomembna mentalna higiena? Imaš kakšno jutranjo rutino, recimo, kako se pripraviš za dan? Imam dve rutini, jutranjo in večerno. Začnem z dihalnimi vajami, nadaljujem z meditacijo. Tu mi vzame približno 50 minut. Kakšno meditacijo? Transcendentalna meditacija. Šel sem na tečaj, ne vem, imam eno mantro, to si ponavljam 20 minut, to je zame. In potem to naredim še enkrat sredi dneva in za iti spat še pol še enkrat dihalne vaje. Pa hodim, ful hodim, tako da se mi zdi hoja kar ena najboljših terapij. Veliko modrosti je v tvoji knjigi. Povej mi, katera tvoja življenjska izkušnja te je največ naučila? Meni se zdi, da vse, karkoli sem naredil, me je nekaj izučilo, razen če je bilo preveč dobro, ne? Pol samo uživaš in se nič ne naučiš, zato ker si pripravljen s hormoni sreče in zadovoljstva, ampak vse slabe izkušnje so me nekaj naučile od majhnega do naprej, ampak mogoče ne v tistem momentu, mogoče se mi je to zgodilo pol čez par mesecev, par let, ko sem ovrednotil ta dogodek ali pa pogledal nazaj, sem se nekaj naučil ven z tega. Česa te je pa v življenju najbolj strah? Smrti, valjda, to je še vedno, bi rekel, javnega nastopanja, ampak s tem sem zdaj kar v redu po 12 letih nastopanja, tako da ja, še vedno smrti, ker ne vemo, kaj bo, ampak sej ne vemo za fuljenih stvari, kaj bo, tako da ja, tega, da ne vem. Si v bistvu precej popularen, ne bi lahko rekel, da si, na Instagramu imaš veliko sledilcev, ljudje te pač se zgledujejo tudi po tebi, te najbolj tudi malo ostavljajo na ulici. Zdaj, glede popularnosti tu ne vem, ker nisem doživel tega momenta, ne vem, če to številke kažejo, ampak vidim pa ja, da ful mlajših se obrača na mene, ne vem, kaj berem, kaj delam, kako sem si pomagal in se mi zdi lepo, da si v enem momentu rataš svetilnik za druge ljudi, predvsem mlajše, ki imajo mogoče podobne težave, kot sem imel sam v tistem trenutku, pa se nisem znal nikamor obrniti, niti tega dati ven iz sebe in že to se mi zdi dobro, da dajo oni ven to iz sebe in če se obrne name, vseeno čutim neko odgovornost, da jim pomagam, ampak
na koncu je še vedno vsak sam tam, da poskrbi zase, ampak če sem lahko jaz ta nek kompas, se mi zdi fajn. Ja. Kaj pa je tvoj ego, tako, ko dobiš pohvalo, pa dobiš kritiko, recimo kako si s pohvalami, pa kako si s kritikami? Pohvale znam reči hvala in si jo vzamem na dušo, hkrati mi je tu gorivo za naprej z temi, rekel, grajami ali pa negativnimi kritikami, če so konstruktivne, jih ovrednotim in jih probam uporabiti, da naredim boljše. Ker včasih so kritike danes zato, da ti pomagajo, da si boljši, včasih pa želijo ljudje sam pač si popravljati svojo dobrovoljo na tebi. Teh ne vzamem več resno, jih pač preslišam in se mi to še vedno dogaja in se včasih tudi nasmejem, ker zdaj dovolj sem dobil že pozitivnih potrditev, da vem, da sem dovolj dober za to, kar delam in me pol to več ne gane, ampak pred leti bi me ful bolj ganilo, ko nisem imel teh potrditev, tako da zdaj mi je vseeno. Kaj pa tvoj kreativen proces, kako izgleda? A se ti zdi, da tvoje ideje pridejo iz ful naprezanja, razmišljanja, o izmisli ali pridejo mogoče iz kje druge ideje? Jaz se počutim tako, ko je en ekonom lonc hodeči, ker se stalno nekaj kuha in ko pride to na neko primerno temperaturo in pritisk, to butne ven. Načeloma se napajam iz negativnih situacij, ki jih ne razumem, ampak delam pa iz živega dolgčasa. Tako da stalno se kuha, to je kuhalnik konstantni. Tako da znam pa se tudi vse in obrtniško narediti, ko moram, če moram, za razna naročila. Tako da, ja. Pa delaš s kakšnim namenom? A imaš vedno nek namen v ozadju, ko se spraviš ustvarjati karkoli, neki izdelek kreativen? Zdaj si mi dal vprašanje, ki se ga tudi sam dostikrat postavim, me frustrira, ker pol, zakaj jaz to delam, zakaj ne vem, ne delam nekaj drugega, ne vem. Zakaj sploh delamo stvari v življenju na splošno, ne? Točno, ampak pri komediji vem, da moram biti najprej smešen, če še kaj povem super. Recimo pri pesniški zbirki je bilo to samo izliv frustracije in da mi je bilo lažje, evo zato sem delal, da mi je lažje. Mogoče delam stvari ali pa jih berem ali pa zato, da bi lažje razumel sebe in okolico. In kadar razumem, sem ful bolj pomirjen. Ampak ti imaš zelo veliko enih sporočil ljubezni v svoji zbirki. Ne vem, a si imel namen zdraviti družbo s to zbirko? Jaz vem, ko sem brala, pač mi je odpiral srce. Ne vem, če sem imel ta namen, tudi ne vem, ali zares ljubezen ali radost. Ne? Ker v slovenščini imamo to razliko, za razliko od angleškega jezika, ki je pač love, ne? Ne vem, gre bolj za pozitiven odnos do sebe in sveta, ker ni potrebe, ne verjamem, da moraš trpeti zato, da je lahko boljše, se mi zdi. Lepo si me zdaj navezal na moje naslednje vprašanje. Ljubezen ali zaljubljenost? Kaj je razlika? Zaljubljenost je ful dobra, ampak je una faza, ko ne vidiš nič drugega, razen tisto, kar ti je všeč in je v bistvu... Psihoza. Ja, na nek način je iluzija tega, svoja pričakovanja, kar umestiš v eno osebo ali nekaj in misliš, da je tako. Ljubezen, zaljubljenost je gledati drugega, ljubezen pa je gledati v isto smer. To sem nekje prebral od enega bolj pametnega človeka od mene, ampak sem kar po notranju in se mi zdi mi je pa všeč faza zaljubljenosti, jo zelo rad doživljam. Kaj je tvoj jezik ljubezni? Kako veš, da te ima nekdo rad? Predvsem čutim, čutenje. Pa lahko je metafizično ali pa fizično, ni pa toliko verbalno. Ok, bi za konec delil še kakšno misel z gledalci, bralci, kakšno modrost, kakšen nasvet ali pa predstavil kakšen projekt, ki ga imaš v prihodnje? Jaz bi samo rekel, da imejte se radi, ne si težiti med sabo, ker to res noben ne mara in probite biti najboljša verzija sebe vsak dan in bodite sprememba, ki jo želite videti v svetu, to je Mahatma Gandhi in s temi besedami tudi zaključim svoj najnovejši projekt, to je pa Srednja bedna, ki jo delam za srednje šolce, kjer jih učim objemanja in hvaljenja drugega in sprejemanja pohval. Kako srednja bedna? Ja, tako se vračam tam, kamor sem najbolj trpel in probam tem ljudem nekaj dati, da niso sami in da je vse v redu. Ali si odličnjak, pifler, ali si cvekar, ali si za nekaj, ali si za nič, tudi tu je nekaj.